pomlad pa ni nujno za vse tako vesela, predvsem tiste, ki se soočajo s pomladansko utrujenostjo, z alergijami in drugimi težavami. In že smo slišali s strani ajurvedske strokovnjakinje, da to vedno govori, da se spomladanska utrujenost pojavi samo pri osebah, ki se jim je nabralo preveč ame, torej toksinov, zastale energije kot take in tudi zaradi tega detoks. Res je. Res je. Jaz bi tukaj sicer še dodala to, mogoče, da zima je čas mirovanja. Zima pomeni ne, da gremo preko sebe, da smo polno aktivni, da smo na 1001 stran razpršeni, ampak da se poglabljamo vase, da res namenimo čas sebi, da tudi spimo kvalitetno. In če tega ni, enostavno, ali pa če si tu ne vzamemo časa zase, telo je izčrpano. In potem enostavno preidemo v to aktivno obdobje, ker pomlad je zelo aktivno obdobje, če pogledamo rastline, to vse buhti, sokovi se pretakajo. Enostavno nam zmanjka energije in zato se tukaj pojavi ta utrujenost, razdražljivost. Velikokrat se tudi kakšna jeza pojavlja, ker ti bi bil rad v elanu, pa nikakor ni tega, ker si preveč utrujen. Se jeza pa je čustvo jeter, ne? Točno, točno. In tukaj tudi se lahko pojavi težava ne samo z alergijami, tudi senen nahod, oči, to je vse povezano s tem, z toksini v telesu, z preutrujenostjo, ko smo pregoreli. Teda tukaj je, v bistvu, kadar delamo detoks, ga moramo res zelo premišljeno delati, da si ne naredimo raznih težav, ker vemo, da detoks ni samo to, da zdaj pa to ne jemo, pa to je to. Ampak je treba podpreti samo delovanje jeter, žolčnika in tudi samega črevesja.